Gospa Minka Gantar, želim vam en lep dan. Dober dan. Dober dan. Življenje ima lahko žur, lahko imajo hormoni žur, lahko ima vsak posameznik žur, zabavo, veselje, srečo v življenju. Kaj tukaj vi predlagate, izbirate? Ja, predvsem to, če imajo drugi težave, ni nujno, da jih moram tudi jaz imeti. Čeprav včasih me pač posrka tudi to, da tudi mene glava boli, če ima nekdo drug žur. Tako da, vas zadane, recimo, ne? Odreagirate. Tudi, sploh kadar imajo otroci žur. Zdaj, ljudje običajno odreagiramo tako drugače na katerikoli način, ampak knjige pa ne napišemo kot reakcijo na dogajanje v življenju. Vi pa že drugo. To pa pišem zaradi tega, ker na koncu koncev ima vsak nekaj v življenju, se mu nekaj dogaja. In si mislim, če sem sebi lahko pomagala in če sebi pomagam, lahko nekomu drugmu tudi pomagam. In na ta način, ko nekomu podam roko, je lažje. Minka Gantar, ko imajo hormoni žur, recimo v 5 stavkih, kaj je ključno sporočilo te velike uspešnice? Najprej je treba za sebe poskrbeti. Če ti za sebe ne poskrbiš, ne moreš pričakovati, da bo nekdo drug reševal tvoje težave. Zdaj me je klicala ena gospa, je rekla, veste, jaz imam spet težave s psiho, a mi bi pomagali. Sem rekla, lejte, prvo, ukinite cukor. Vi pričakujete od zdravnika, da vas bo reševal, vam da antidepresive. Pričakujete zdaj od mene, da vam bom dala čudežno palčko, vam ne morem. Za začetek nehajte jesti cukor. To rečete ženski. Kaj naj pa druga rečem? Zdaj težko, ker imate veliko idej, ampak recimo v 5 stavkih. Razumem, sladkor je res škodljiva stvar. In izplavlja B-vitamin iz telesa. Še to zraven, ja. In B-vitamin je pa ključen za delovanje možganov. To je prvi resni predlog, torej ukiniti sladkor. Ni druge, ker nam maši naše celice in porablja B-vitamin. In ko ti manjka B-vitamina, eksplodiraš. Ob najmanjši težavi eksplodiraš. In to je pomanjkanje hranil in v bistvu čokolada, sladkor, bela moka, ne da so hranila, ampak so antihranila, ker porabljajo ključne elemente za presnovo in potem nam jih zmanjka. To je v bistvu ta globoka vsebina te prve knjige, ko imajo hormoni žur. Tako. Imate recepte, hrano, vedno je pa to povezano z zdravjem in psiho človeka. Tako, kako razmišljamo, je tudi odvisno od tega, katera hranila vnesemo v naše telo. Recimo nekdo, ki težko zbrano razmišlja, sigurno mu manjka spet B-vitamina. Manjka mu magnezija, ki ga dobimo v oreščkih. Oreščki, ja, orehov je bilo letos, kakor hočemo, ampak a jih jemo na dnevni bazi? Seveda ne. A ne? To je tista zadeva. Naslednja stvar, kar potrebujemo za dobro delovanje tudi možganov, silicij. No, kje ga dobimo? Silicija je ogromno v zemlji, ampak dobimo ga samo iz hrane, ki zraste v zemlji. Ja, seveda se rečemo, se jemo repo, pa zelje. Ok, naša generacija. Kaj pa generacija naših otrok? A jejo repo, pa zelje vsak dan? Jaz gledam po mojih. Večina zagotovo ne. Tako, večina zagotovo ne. Ampak Minka, tukaj imate, to je debela knjiga, ne? V bistvu bi jaz rekel zelo močna, bogata z vsebino. Ali so ti recepti v bistvu predlogi za zdravljenje človeka? Mogoče, ampak zdravljenje pripada zdravstvu. Se pravi, že pred zdravljenjem, da ne bi človek zbolel. Tako, to je preventiva, da sploh do tam ne prideš. Ker moje punce, jaz imam 3 hčerke, pravijo, da sem tukaj noter napisala, pa tudi dejansko se mi to na ta način prehranjujemo, nezdravo hrano na zdrav način. Se pravi, lahko ješ vse, ampak pomembne so kombinacije. Če ješ njoke, pomembno je, da zraven ješ brokoli, recimo, pa nekaj od mesa. Potem, če ješ cmonke, recimo, namesto da uporabiš krompirjevo meso ali testo, pač daš skutino testo in na ta način dobiš boljšo osnovo. Namesto bele moke daš polnozrnato moko. Ampak, Minka, vi imate še en moment, to je duhovnost. Tukaj ste pa posebej karte izdali. Ja, to dvoje gre skupaj, ne? Seveda, ker mi ljudje smo, eno je fizično telo, potem je čustveno telo, duhovno telo, več teles imamo, določene ne vidimo, delujemo tako, kot recimo čebula, na sredi je gosti del, pol so pa okrog te plasti.
No in kako pozitivno razmišljati v tem negativnem času? Vemo, da vsak ima neke prevale v življenju, odnosi so na preizkušnji, dejstvo je, da ima vsak res, ali se v službi dogajajo stvari, ali doma, pogosto na večjih frontah, no in da potem ohranjaš to pozitivno mišljenje. No in zdaj deva midva za poslušalke. Jaz to nujno rabim. Poslušalke. Te fronte imam tudi jaz. Se kdo jih pa nima, ne nazadnje. Se vas razumem. Lepo. Zdrava prehrana. Zdrava prehrana. Moje telo je svetišče, hranim ga z ljubeznijo. No in zdaj bom naprej prebrala iz knjigice Prehod v novo dobo. Ja, knjigice ob kartah. Čas je za spremembo prehrane. Uživam v zdravi hrani. Hrana, ki vsebuje belo moko in prečiščen sladkor, upočasnjuje moje možgane in mojega duha. Moje telo je svetišče in zato ga hranim zdravo hrano. Čutim in zaznavam, kaj je resnično dobro za moje telo. Rada se imam in se cenim. No in to je prva zadeva, ne, se s tem sva začela. Ja, to je ključno. Dokler mi v sebe trpamo nezdravo hrano, se pravi, da se nimamo tudi toliko ne radi, da bi dali v svoje telo nekaj zdravega. Moja sogovornica je gospa Minka Gantar, dobite jo na internetni strani Srečno življenje, sicer pa v knjigarnah je avtorica velike knjižne uspešnice v Sloveniji, ko imajo hormoni žur, kako harmonija ponovno oživi naša čustva, misli in telo. Še nekaj minut bomo imeli srečo, da bo z nami gospa Minka Gantar. Gospa Minka, v minulih mesecih sva nekajkrat namignila o možnosti nove knjige. Sedaj tukaj knjigo imam, čeprav razumem, bo ovitek nekoliko drugačen, ampak knjiga je že v bistvu tiskana. Knjiga se tiska in to, kar imamo midva pred sabo, je testni izvod. Testni izvod. No, tako da nastali je 440 strani. Hitro sem jo napisala, 4 meseci. Ogromno, 400 strani, neverjetno. Navdušena sem nad njo. Dotikam se, silicija, mečkam sem že prej povedala o siliciju. In dejstvo je, da kdor ne bo užival dovolj silicija, mu bojo dobesedno možgani zaštekali. Vemo, da silicij vsebujejo vsi pametni telefoni, vsi računalniki in dejstvo je, da ta tehnologija je zmerom bolj pametna, nam pa vedno bolj manjka silicija, ker dejstvo je, da zelenjava, ki jo mi kupujemo na policah trgovin, ki ni zrasla v zemlji, ne vsebuje silicija. In silicij je pa ključ za prenos informacij. Tudi te ključki, to je čisti silicij. In kdor ima dovolj silicija, lahko hitro misli, mu dobro možgani delujejo. Poleg tega pa silicij deluje proti tihim vnetjem. Tiha vnetja je pa na ta način, glejte, zdajle dež pada. Si predstavljate, da zdajle greste v gozd, naberete veje in jih zažgete. To bo polno dima, toplote pa nobene. In isto se dogaja pri ljudeh, ki imajo tiha vnetja na celični bazi. Polno dima, dimi so na celični bazi prosti radikali, in nobene energije. In bolite sklep, bolite glava, bolite kolk, bolite, celo telo te boli in to so tiha vnetja. V osnovi si pa podhranjen, manjka ti silicija, manjka ti sončnega hormona D3 vitamina. D3 vitamin, kdaj ga dobimo? Ja, od 11. do 3. ure poleti, ne zdajle. Zdaj enostavno ne dobimo nič D vitamina. In dejansko ni drugo, kot da dodajamo D-vitamin. Gospa Minka Gantar, vedno bolj študiozno se lotevate problemov. Odkot pa to znanje prihaja? Kje so vaši viri? Dovoljujem intuiciji, da me vodi. In ogromno sem sama in ogromno razmišljam. Jaz sem za hišo in hrib in otroci so rekli, da se mi malo krog zasukal, ker 2-krat sem šla prespat na vrh hriba. To pa ni, to je super. Ja, in gospod meril točko in je rekel, da je to noro, kakšna energija je gor. In enostavno se mi zlagajo stvari skupaj in si rečem, to pije vodo, to je to. In vem, da lahko ljudem pomagam s preprostimi zadevami. Treba se je vrniti nazaj, to na hrano naših starih staršev, repa, zelje, fižol. Ni druge, ker tukaj dobimo hranilne snovi. Druga stvar, zelišča imajo informacijo sonca. Dejstvo je, da rman ga imamo vsi pred nosom. Rman je krasen za razstrupljanje telesa.
bodeča neža, pegasti badal, to je za jetra čistiti. Naslednja stvar, vsa zelišča, ki spominjajo na sonce, od sončnice naprej, vsebujejo to sončno informacijo in prenašajo, pomagajo pri vezavi D-vitamina. Tudi zvarki, šentjanževo olje in tako naprej, pomagajo pri tem, da naše celice delujejo boljše. A je to ključno v tej novi knjigi, ko ima življenje žur? Tako, to je sporočilo nove knjige. Polovica knjige je pa napisana za dekodiranje podzavestnih programov. Ker, lejte, včasih se nam dogajajo stvari in rečeš, nimam pojma, odkod moj strah pred letenjem, nimam pojma, odkod moj strah pred zaprtimi prostori. Kaj pa, če je tvoja duša kaj sabo prinesla? Kaj pa, če je mogoče spomin ali pa dediščina tvoje družine, da se nekaj po genskem zapisu prenaša naprej, recimo dediščina prve in druge svetovne vojne? Kaj pa, če je tukaj vzrok? No in tukaj kako pogruntati te zadeve in kako dekodirati ta podzavestna prepričanja, vse to je opisano v tej novi knjigi. Se pravi, imate tudi duhovni del v tej knjigi. Pol knjige, 200 strani. Kako pa zdaj s kartami? A bodo sodile k prvi in drugi knjigi ali samo k prvi knjigi? Karte so pa posebne. Karte so kot darilo, recimo za nekoga, ki dela na osebni rasti. Jaz zjutraj, ko vstanem, tudi danes zjutraj, se neka stvarstvo, hvala za podporo, srečna sem, da živim, da vidim, kaj mi sporoča. Bogatstvo priteka k meni v slapovih obilja. Dejansko sem dobila tole karto danes zjutraj. Ravno, ker je dvignila in to je karta 35, vam preberem. Lete, ja, v službo hodimo zaradi denarja, je to tako. Absolutno. In če imamo ves čas občutek, da je premalo denarja, se je v krču, to je strah glede preživetja. Ampak če se naravnamo na drugo vibracijo, stvarnik pomnoži vse v skladu s svojim bogatstvom in svojo slavo. Napolnjena sem z bogatstvi neskončnega. Za vse moje potrebe je poskrbljeno sedaj in do konca mojih dni. Denar je božanska snov, ker je vse iz enega duha. Snov in duh sta eno. Denar priteka k meni z veseljem in v neskončnem toku. Bogato sem plačana za svoje delo. A ni to boljša afirmacija, kot pa če si ponavljaš, ni denarja, računi so preveliki, vse se draži. Bož, da rečem, ne, saj za vse poskrbljeno, če imam dovolj zraka, bo pa tudi dovolj denarja. Minka Gantar, še dve vprašanje imam za vas. Prvo je, ali ti dve knjigi imate kakšno možnost izid tudi na drugih trgih? Ja, ko imajo hormoni žur, imam zdaj že prevod hrvaščino, nemščino in v angleščino. Tako da v naslednjem letu bojo vse 3 knjige na trgu. Zdaj, kaj se bo zgodilo z življenjskim žurom, bomo videli. Nekaj se bo zgodilo, sigurno. Ampak vprašanje je, kje ga bomo lahko dobili in od kdaj naprej? Prvo povabilo. Če koga kliče na spletni strani srečnoživljenje.com, lahko date prednaročilo in dobite s popustom. To je prva zadeva. Se pravi, knjiga, ko imajo življenje žur, se že dobi v prednaročilu. Naslednja stvar. V kratkem bom zdaj imela nekaj dogodkov, na spletni strani se lahko tudi prijavite na novice, da vas obveščam. Srečnoživljenje.com. Tako, in zdaj v tem tednu pa imam v četrtek v knjižnici v Žireh imam predavanje. In v soboto zjutraj ob 10. imam pa na obrtni zbornici v Škofji Loki predavanje. To so odprta predavanja, v knjižnici je brezplačno predavanje, medtem ko na obrtni zbornici za nečlane je kotizacija 15 €, za člane obrtne zbornice pa brezplačno. Prav, srečnoživljenje.com, tam se knjiga lahko naroči, ampak ko ima življenje žur, bo v knjigarnah kdaj? Ker meni osebno je pa najlepše... Do knjižnega sejma. Do knjižnega knjižni sejem je 20.11. Tako, november, ja. Do takrat bo knjiga že na knjižnih policah. Boste tudi na knjižnem sejmu? Na knjižnem sejmu v Cankarjevem domu imam predstavitev, tako da mislim, da 24. Tako da, če koga zanima, lahko pride na knjižni sejem in na knjižnem sejmu bo pa z 20% popustom. Ko ima življenje žur, je naslov nove knjige naše sogovornice, gospe Minke Gantar. Minka, hvala vam. Hvala za povabilo.